Lep pozdrav, tukaj Blaž. Danes pa bom govoril na temo, kako se naučiti začeti usmerjati svoje zavedanje oziroma usmerjati svoje misli. Namreč ljudje se ponavadi vedno podrejamo svojim mislim in smo zato tudi podrejeni svojim čustvom. Se pravi, se ne zavedamo, da si sami misli in čustva ustvarjamo, ampak se jim enostavno predajamo in živimo to, kar je te misli, ki nam pač pridejo v zavest in ki jih imamo v podzavesti. In to je seveda zelo neučinkovito, nezaželjeno, zato ker se pogosto znajdemo v nekih čustvenih reakcijah ali pa v nekih ciklih, ki so zelo intenzivni, recimo paranoja ali pa, ne vem, jeza, strahovi in tako naprej. In vsa ta čustva in vse te misli, s katerimi se ta čustva in te cikle ustvarjamo, lahko ustavimo. Se lahko naučimo ustaviti. In seveda to lahko naredimo konkretno z samoodpuščanjem, z opazovanjem svojih misli, z zapisanjem in potem s praktično korekcijo, ampak danes bom konkretno podal en primer, kako lahko začnemo vaditi, usmerjati svoje misli, da se najprej z njimi poenakovredimo, da nismo več podrejeni našim mislim, da nismo več podrejeni posledično našim čustvom, ampak da začnemo sami samega sebe usmerjati, se pravi svoje misli usmerjati, tako kot sami želimo. Recimo, najprej moramo spoznati praktično, da si sami misli ustvarjamo in da smo jih zato sposobni se dejansko sami odločiti, o čem bomo razmišljali, ali pa, da ne bomo nič razmišljali. In recimo to lahko začnemo vaditi enostavno tako, da začnemo recimo gledati po prostoru in se odločimo, o čem bomo razmišljali. Recimo, ne vem, usmerimo pozornost na nek predmet, kot so tele karte recimo, in pogledamo in opazujemo stvarno realnost. In usmerjamo misli sami na to stvarno realnost. Recimo, te karte so v škatli, ki je rdeče barve, ki je štiriglate oblike, na njej piše remi in tralala, ne, recimo, tako. In potem nehamo o tem razmišljati, si izberemo en drug predmet, ne vem, karkoli že, škatlo telefona, in opazujemo in vidimo in usmerjamo svoje misli. In mislimo, ta škatla je pa črna, tudi je v obliki kocke, na njej je nek telefon, to, ne vem, piše, katera firma je in tako naprej. In potem lahko usmerimo misli spet, si rečemo, zdaj pa ne bom več o tem razmišljal, zdaj pa razmišljal o, ne vem, drevesu, ki je zunaj, pa opazujemo drevo, pa razmišljamo o drevesu. In na tak način lahko na praktičnem primeru vidimo, da sami usmerjamo tok svojih misli, če se tako odločimo. In potem se lahko tudi odločimo, da ne bomo razmišljali, da ne bomo imeli misli. In to je pa mogoče malo težje razložiti, zato ker kako boš razložil, kako nič delati, enostavno ne delaš, enostavno ne misliš. Ampak ko nehamo razmišljati o stvareh, to še ne pomeni, da nehamo obstajati, kar ljudje ponavadi sklepajo ali pa mislijo. Ampak enostavno, ko nehamo razmišljati, nimamo več misli v zavesti, ampak smo še samo zavedni. Torej, imamo še pa zavedanje. Nismo padli v nezavest, zato ker smo nehali razmišljati, ampak se zavedamo fizične realnosti in se lahko potem odločimo, kam bomo usmerili svoje zavedanje, brez da bi razmišljali. Torej, recimo, svoje zavedanje lahko usmerimo na dihanje. In smo pozorni na dihanje in poslušamo ta glas, ki ga proizvajamo ob tem, ko dihamo. In smo recimo pozorni na telo in vidimo, kako se nam prsi premikajo gor pa dol. In zraven nič ne razmišljamo, ampak se zavedamo svojega dihanja, ker smo se odločili, da bomo svoje zavedanje usmerili na dihanje. In recimo potem začnemo lahko svoje zavedanje širiti, brez da bi razmišljali. Recimo ob tem,
ko se zavedamo svojega dihanja, se začnemo zavedati in preusmerimo svoje zavedanje tudi na svojo okolico. In opazujemo, kaj se okrog nas dogaja, kaj vidimo, brez da bi ob tem razmišljali. Seveda to od začetka je to zelo težko. In sicer zakaj? Zato, ker večina ljudi se ni naučila, ponovadi se nismo naučili, ali pa nas nihče ni naučil, kako usmerjati svojo pozornost in kako usmerjati tok svojih misli. In zato, kadarkoli mi kot živo bitje samega sebe ne usmerjamo, kadar se zavestno ne odločimo, kam bomo usmerili našo pozornost, naše zavedanje ali pa naše misli, potem nam začne naš umsko-zavestni sistem sam proizvajati misli in nam ponuja razne misli, slike, ki jih lahko opazimo v svojem zavestnem umu. In to enostavno pomeni to, da smo do neke mere ločeni od svojega umsko-zavestnega sistema. In če se enostavno začnemo predajati temu, da ne prevzemamo odgovornost za samo direkcijo, ampak da pustimo, da nam te avtomatično generirane misli, ki jih naš umsko-zavestni sistem proizvaja, da nam te misli govorijo, kaj naj počnemo, potem se začnemo podrejati tem mislim in posledično se začnemo podrejati svojim čustvom. In zato smo zelo omejeni, vedno bolj omejeni in lahko delamo samo to, kar nam govori avtomatiziran umsko-zavestni sistem. In se potem posledično podrejamo čustvom. In potem smo recimo, vemo, da bi morali iti narediti nalogo za šolo recimo, in potem, ker nismo pri tem popolnoma samodirektivni, nam ob tem umsko-zavestni sistem sproži neke misli zraven. Recimo, pa naloga je smotana, pa ne vem, kak bom naredil, pa rajš bi šel košarko špilat, pa bedno je, ne da se mi, in potem dobimo zraven ta čustva odpora recimo do tega in potem, če se temu enostavno podredimo, ne bomo šli delati naloge za šolo. Zato, ker smo se podredili temu avtomatiziranemu umsko-zavestnemu sistemu, ki sam avtomatično proizvaja določene misli in posledično čustva. In potem se dejansko začnemo v življenju obnašati kot nek živi robot. In to je pač najslabše, kar lahko v življenju počnemo, sam sabo, zato ker se samega sebe ne usmerjamo, ampak dovolimo temu avtomatiziranemu umsko-zavestnemu sistemu, da nas usmerja namesto nas. In to je mogoče zdaj tako malo težko za dojeti, ali pa malo čudno, malo nelogično mogoče komu se zdi, ampak dejansko tako naš deluje. Naš umsko-zavestni sistem je nek avtomatiziran sistem, ki smo ga sami sprejeli kot del sebe in v vsakem trenutku, ko se sami zavestno ne odločimo, kaj bomo počeli, kaj bomo razmišljali in kam bomo usmerili naše zavedanje, takoj se takrat pojavi ta avtomatiziran umsko-zavestni sistem in nam on ponudi misli, o katerih bi lahko razmišljali. In potem nam sproži v zavestni del uma neko misel in potem ji mi lahko enostavno sledimo in potem začnemo razmišljati o raznih stvareh in si zraven ustvarjati čustva in razmišljamo o nekih spominih, o prihodnosti, o strahovih, o vsem možnim in ob tem sploh nismo pozorni na ta sedanji trenutek tukaj v tem trenutku. In se ne zavedamo svojega dihanja recimo, ne zavedamo se, kaj se okrog nas dogaja in posledično lahko pademo tudi v neke čustvene cikle, kot so recimo paranoja, in vsa možna druga čustva, depresija recimo in tako naprej. In pač rešitev za to je zelo enostavna. Enostavno moramo začeti prevzemati odgovornost za to, za samega sebe in za to, kam bomo usmerjali naše zavedanje, česa se bomo zavedali in kam bomo usmerjali tok naših misli. In kot sem že povedal, to lahko začnemo vaditi na tak način,
da pač vadimo usmerjanje tok naših misli, da se mi sami odločimo, o čem bomo razmišljali in o čem ne bomo razmišljali. In na tak način začnemo spoznavati dejansko to, da smo mi tisti, ki se sami odločamo, kaj bomo razmišljali in da se nam ni treba podrejati našim lastnim mislim in čustvom. In seveda to je samo ta začetek, da spoznamo, da smo mi tisti, ki dejansko imamo moč nad samim sabo, nad svojimi mislimi in nad tem, kako se počutimo in kako reagiramo čustveno na stvari in na druge ljudi, če sploh. Lahko se odločimo, da ne, kar bi priporočal, da vsakemu, da vsaj poskusi, zato ker je veliko lažje interakcirati z ljudmi in tako naprej, se pogovarjati recimo in delati stvari z ljudmi, če ne reagiramo čustveno na druge ljudi. Ok. To je bilo za danes vse. Se vidimo naslednjič in lep pozdrav.